Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 95. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Andrejem Karolijom, ki dela na Valu 202, tam je urednik za glasbo, sicer je pa tudi špiker, tako da se malo pogovarjali o prihodnosti radia, pa o muski, dejansko tudi o One Direction, na koncu pa še kako je delati v etru oziroma kako je za mikrofonom. Naprej začnemo pa še enkrat ful hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus, res vsak evro prav pride, pa jaz dobim še nov zagon, da tole delam. Če bi pa to radi naredili, greste pa lahko na apparatus.si/podpri. Hvala vsem, evo, zdaj pa Andrej. Ja, to je to več, ali tako da, kdo si in kaj počneš? Andrej Karoli, urednik uredništva za glasbo na nacionalnem radiju na Valu 202, počnem radio, glasbo in tisto, kar se ne poje po radiju. V bistvu 70% mojega dela se ne sliši. Ne? No, si ta del me v bistvu, kaj to pomeni? To pomeni, da je Val 202 še vedno del Radio-televizije Slovenije, ki je del javnega sektorja, kar pomeni, da nimamo absolutno nobenega opravka s papirji. Z e-računi po novem, z ugotavljanjem, kdo je tam, kjer mora biti, kadar mora biti in počne to, kar mora početi. In ob vseh teh rahlo birokratskih, sicer zanimivih zadevah, mi pol na konc sreda ali pa na začetku dneva ostane malo etra. In potem tam v tem etru skušam ne predvajati muzike, ki je všeč tudi meni, ampak skušam zadovoljiti čim bolj širok krog ljudi. Čeprav ta krog sem si zmanjšal v zadnjih letih, ne v smislu, da mi neke muzike niso več všeč, ampak v smislu, da sem toliko pri sebi, da gledam nekaj let naprej, ko upam, da bo slovenska radijska medijska krajina takšna, da boš dejansko prek, upam, ne, čeprav nimam rad birokracije, ne, da bi recimo Evropska unija uvedla pravilo, da morajo imeti vsi avtoradiji že z letom 2016 ugrajene DAB sprejemnike, ne, Digital Audio Broadcasting, in da boš imel na radiju na voljo 26 kanalov v Sloveniji, ki jih boš lahko glasbeno zvrstno razdelil. Upam, da jih bo vsaj 19 predvajal Radio Slovenija. Ne. Da se vrnem naprej, v smislu, da skušamo se malo distancirati od občinstva, ki bi do bolečine poslušali Zimzelene, pa stare rokovske, pa Cepeline, dokler ne zgori, pa Beatle, dokler vsi ne pomrejo, in držati tradicijo Vala, ki je vedno skozi desetletja predvajal največ nove muzike in tudi široko nove muzike. Ampak sem pa mil pristaš ožine kot dela izbire. Ne? Se pravi, zelo rad bi slišal jazzovsko radijsko postajo, light jazz radijsko postajo, blues radijsko postajo. Ne nujno, ne govorim nujno, da so to radijske postaje, ki 24/7 predvajajo zgolj in samo muziko. Tudi vsebino, ki je pogojena z zvrstnostjo glasbe, ki jo vrtijo, in ne nazadnje, ja, v časovnih terminih tudi nek nujen, hiter, dejansko pomemben info, ne? Se pravi nek informativni program. Ne? Ok, tukaj imam 17 stvari, ampak kaj ta sem na to se bom vedel, ta nujen, dejansko pomemben info, ne? Jaz mislim, da smo zdaj že v stanju, ko ljudje jemljemo informacije, tiste informacije, ki si jih želimo, ki se nekako dotikajo tvojega življenja. Pol je seveda nek širok spekter informacij, ki se dogaja na celi zemeljski obli, oziroma dogodkov, ki producirajo novice. Predvsem je pa zgodba v tem, da poslušamo muziko in gledamo video vsebine in sprejemamo informacije, kadar hočemo, s platform, ki nam najbolj ugajajo. Ne? Tako da v tem kontekstu se mi zdi FM radio mičken zastarel, ampak dokler smo mobilni, kakor smo, ne, smo še kar v redu. Ne? Hočem reči, in v avtomobilih in na vseh pametnih telefonih pa tablicah, ki omogočajo poslušanje FM-a ali pa internetnih radijev, ne, vse. Je ta dejanski čas poslušanja, mislim, da se je zmanjšal, ne, da bi dejansko poslušal radio kot se, kadar se dogaja,
in da se rahlo, mogoče pri nas niti ni toliko še, govorim o Sloveniji, kakor recimo Evropo pa Ameriko, se povečuje številka poslušanja takrat, ko končnemu odjemniku to najbolj ustreza. Ne? Se pravi, ali podcasti, ali pa dejansko poslušanje iz arhiva nekaterih oddaj, ne? Ali pa spremljanje televizijskih info-oddaj iz arhiva, ne vem, Odmeve ob 11. zvečer, ker mi takrat bolj leži na moj način življenja pogledati Odmeve kot ob 10, ko se dejansko sukajo. Ne? No, ampak to sem nekako hotel te vprašati. Veš kaj, pa zdaj, ki si TV omenil, veš, pri TV je zmeraj bo šport, ne? Šport bo zmeraj una stvar, ki bo pač mogel boš v živo gledati. Se mi zdi, da skoraj vse ostalo, tudi kot si rekel, mogoče Odmevi info se tudi da zamakniti glede na tvoj življenjski stil. Ne? Ja. Šport pa mislim, da je una stvar, ki... Šport je ta zvrst umetnosti, ne, in medijske vsebine, ki je najbolj pomembna in najbolj pristna točno takrat, ko se zgodi. Ne? No, a je še, to sem te hotel vprašati, a je še kakšna stvar, ki saj blizu temu prije, pa lahko zdaj o radiju govorijo, a veš, ki bi jo lahko izpostavil, ki bi bila saj približen tako, ki je šport, ne, da je najbolj zanimiva pa prist tako takrat, ko se zgodi. Ne. Splet oziroma internet prehiti radio, ne, ker recimo to, da je eksplodiral, da je padel avion, napisati in dati online je 10 sekund. Ja. Ne, od momenta, ko si dobil info, ne, se pravi, ko je medij dobil info, da to objav je res, spletno je to minuta ali manj. Ne? In potem update delaš, ko prihajajo. Radio recimo po hitrosti je drug medij, ne? Ampak zdaj tukaj govorimo že o do 5 minut. Ne? Lahko je 2 minuti. Ne? Tako da razen športa, to, da slišiš Igorja pa Aleša, ki duša spustita v prenosu, kot Tina zmaga, ne? Dejansko ni stvari, ki bi bila tok tam in takrat, da bi se želel vezati na radio kot ta primarni vir informacije. Mogoče kakšni koncerti, ki smo jih producirali ali pa ki smo dobili možnost, ne vem, zaradi EBU-ja predvajati. Ne. Jaz vem, da takrat recimo ljudje, ki so doma na družabnih omrežjih, ne, se večkrat priklopijo, recimo, če mi dobimo ponudbo, ne vem, da bomo lahko prenašali špil od, ne vem, Queens of the Stone Age ali pa od Foo Fightersov ali pa od Paula McCartney ali pa karkoli, uživo iz nekje zdaj tudi pri nas. Ne? Ampak to je še vedno samo ta ena komponenta audija. Ne? Se pravi, šport bi lahko enačil, šport prek medija bi lahko enačil samo z doživetjem na koncertu. Ker ko se nekaj zgodi na koncertu, po vsej verjetnosti tebi ljubega izvajalca, te to zaznamuje na določen način. In recimo jaz imam zelo živ spomin, da sem bil, ne vem, 2009 v Londonu na koncertu od Kings of Leon in ta koncert je potem išel na DVD-ju. Uraden njihov. Aha, prav, ja, ok. Ne? Ta večer, ko sem bil jaz tam na koncertu, ne, in pol sem tudi ugotovil, ko smo odhajali iz O2 arene, so nam dali vsem disclaimerje za podpisati. A ja, če te slučajno ujame kamera, pa to ne. Ja. Da boš del tega, ne, in nihče ni z gnusom zavrnil podpisan. Ne. Ampak ja, in v bistvu lahko žogam se z občutki iz spomina in z občutki, recimo, kad doma vržem DVD noter, pa ga pogledam. Ne, in imam pač priložnost iz 11 različnih zornih kotov videti to, kar sem tam videl, ne, v real time. Ne. Ja. In ja, je lep feeling gledati ta koncert čez nekaj časa, ne, ampak se pa ne more primerjati, ne, ker je že... Ta je bolj nate vezan, ne, kogarkoli vrneš. Ja, ampak se pravim, šport definitivno je tist, ko je najboljši, najbolj pristen občutek, če si uživo tam in takrat, ko se zgodi. Se je super pogledati 13 sekunden posnetek, ti nekaj uleti, pa se tam izpiše zelena enka, ne. Ali pa prejevca, ki skoči 6 metrov dalj, tu si, ne. Ampak čustveno, ne, emocionalno, pa ni na isti ravni, kot če bi to dejansko ujel, dejansko takrat, ko se je zgodilo. Tako da
Jaz to te zato vprašam, ker si na začetku rekel, ne, pa zdaj, jaz ne vem, koliko morava razložiti pač ta digital audio, ne. Okay. Ampak, ker se mi zdi, to se ne zdi, ker to si se enkrat, ne vem, kje si se pogovarjal že o tem, ampak mene bolj ta zadeva fascinira, ker pač digital audio v bistvu ni tok audio on demand. Je, ampak v tem, tako kot si prej rekel, ne, če bi bilo lahko 19, pa zdaj grejo se sam na RTV omejiti, 19 glasbeno-žanrskih postaj RTV-ja, ne. Pol dejansko vidiš v tem tok future-ja, zdaj imaš ti Val 202, imaš prvi program. Ja. Znotraj teh enot se nekaj dogaja. Ne? Znotraj radia je dejansko 9. Ki imajo zdaj celo CGP malo poenoten, to moramo reči. No, to se mi zdi fenomenalno. To je po vsem tem času čist prav. Ne? Znotraj tog velikega sistema, ki dejansko znotraj katerega funkcionira 9 radijskih postaj. No, se to Slovenija, ne moraš Koper, pa Maribor, pa Lendava, pa DDD. Ne? Nekdo mora biti vlečni konj, ne? Kar ni najbolj hvaležna vloga. Ne govorimo o kamnih spotike, govorimo o tem dejansko, da karkoli spremeniti znotraj tako velikega sistema, se to je normalno. Ne? Vzame precej več časa kot v nekem manjšem okolju. Ne? In se potem zdi, da mogoče nacionalka, v paketu zdaj govorim, ne RTV, ne sam radio, ne? Da mogoče malo šepa za kakšno manjšo produkcijsko hišo. Ja in ne. Je treba pač vzeti to v zakup, da... Ja, pač letalnosilka je letalnosilka. Tako, ne, pač, in tudi prijem se obrne, ne, pride v Koperski zaliv, ne, kar se je zgodilo pred dnevi. Ko govorim zdaj na videz na teh 19 različnih kanalih radijskih, ki bi bili, govorim o tem, da se mi zdi, če kdo, ne, potem je nacionalni servis tisti, ki je dolžan čim več ponudbe dati, ne. Bo pa pretekel še precej časa, ne vem, mogoče tudi ne za najinega življenja, ne, ko se bodo zdaj relativno, ne bom rekel arhaične, ne, ampak konvencionalne navade gledanja in poslušanja toliko spremenile, da bojo ljudje dejansko vedeli in se zavedali možnosti izbire na način, da dejansko lahko karkoli skoraj kjerkoli dobiš. Ne? Ker zdaj, recimo... Ja, to v zavesti še ni, ne? Ne, ni v zavesti, ne? Ja. Ampak se pravim, zakaj ne bi radio, zdaj pa ostanem pri radiju, bil pripravljen na ta premik zavesti, ne? Zakaj ne? Zakaj bi šele sledil zavesti, ne? Če lahko pripravljen, in to relativno dobro pripravljen, na ta način konzumiranja naše ponudbe, ne? Ker zdaj je to zgodba in to pa doživiš tudi na novih tehnologijah, ne? A veš, te odzivi na določene muzike na radiju, odziv na določeno vsebino na radiju, odziv na to, da je nekdo narobe naglasil na radiju, je hipen. Odziv na te stvari je hipen, zaradi vseh platform, ki obstajajo, ne vem, Facebook, Twitter, karkoli, ne? A veš, in mi, ki delamo Val, ne, vsi voditelji, ne, imamo v tem času, ko delamo on-air radio, imamo vsaj eno od teh aplikacij prižgano in zaznavamo feedbacke tudi, ne, iz teh platform, ne, ki pa dejansko kažejo na to, ne, da oseba A zaslišala Red Hot Chili Peppers in se mi polepšal dan. Oseba B, ki je tudi na družabnih omrežjih, pa je lahko generacijsko čist druga, kot oseba A, pa napiše, pa kaj je to za eno dretje. Ne? Ja. In ni daleč moment, če bi tej osebi B šiknil po Peppersih eno Barbara Streisand Woman in Love in bi oseba B bila v duhovnem stanju osebe A pred 3 minutami. Ne? In čez čas, ne, čez nekaj desetletij ali pa let, upam, boste in oseba A in oseba B imeli na voljo vsaka svoj kanal, ki jima bo omogočil konstantno predorgazmično izkušnjo. Ne? Kar pa po drugi strani, ne, še vedno pa zagovarjam obstoj primarne FM radijske postaje, no, ta del, ja. Ki nekako kaj? Kulminira vse te želje, ne. Je pa prekletstvo
za vsakega malo je za nikogar nič. Ne? In tukaj je izhod v razdeljenosti. No, glih to sem te hotel vprašati, sorry, no, ampak glih to, točno to, ta oseba A pa oseba B. Ne? In, recimo, da živijo v fiktivnem svetu, kjer je teh 19 postaj tam, ta krovna, ne? Ja. Kaj se z njo, mislim, pa to resno sprašujem, kaj se pol zgodi s to krovno? Krovna. Recimo v nekem idealnem svetu, ne, recimo, da je zdaj Val 202 sicer še vedno član Radio-televizije Slovenija, ampak da je nek samostojni oddelek, ki ima ob uredništvu za šport, še uredništvo za glasbo, informativno uredništvo za, recimo, še vedno nove medije in neko produkcijsko enoto še, ki je strežnik primarnega FM, Vala 202 in še strežnik, da streže. In še 19 ostalim radijskim postajam, ne, ki so zaradi glasbe zvrstno Ob teh 19 imamo še kanal za šport, ne, in imamo še news kanal, ne, ali pa talk radio, recimo, ne, govorni radio. Ne. Tukaj je pol dvosmeren promet, ne. Top stvari iz FM-a, ki so nastale primarno za FM, lahko grejo po določeni programski shemi na vse te postaje. Govorimo ali o infobloku, ali o neki top glasbeni oddaji, ki ni nujno povezana z vrstnostjo, ne, ampak je pa oddaja kot celota, ki si da jo morda zaznajo tudi ljudje, ki so se zdaj razpršili na unih 19. Ne. Se pravi, primarna radijska postaja streže še teh 19, ne, z deli in obratno. Na teh 19 se lahko vsake tok časa, oziroma se mora, ne, ker greš delati za res radio, tudi tja, ne, se mora zgoditi vsake tok časa neke stvari, ki dobijo after na FM-u. Ne? Se pravi, neka top športna zgodba ali izsek iz kontinuiranega prenosa neke tekme dobi minuto pa pol na FM-u. Ne? To zahteva kratnik trenutno ljudi, ki delajo Val 202. Pa jaz mislim, da je bolj pomemben že ta miselni preskok. Ne? A veš, tako jaz to vidim. Pa nam bil duši... Že zdaj so težave pri tem, a veš, ko obstaja, pa ni to več navidezen boj, ne? Ko obstaja recimo problematika, govorim o televiziji, ne? Za nalaž, da bo bolj jasno, ne? Ko imaš še vedno nek fight, ko se vsake tok časa zgodi, da se seje iz parlamenta, kljub vsemu, da obstaja parlamentarni kanal, ki ima, mislim, da top pokritost, ne? Selijo na drugi in morda celo prvi program, ko je kakšna svečana seja ob obletnici tega in tega in tega, ker tukaj pa jaz več ne znam odgovoriti. Ja, se to sem mislim, da boš ful nekaj rekel, ampak ja, točno vem, kaj misliš. Zakaj, ne? Ja. Veš, se pravi, da že pri tako oskem naboru, ne, 3 televizijskih programih televizije Slovenija še vedno od zunaj, ne, se pravi, odjemalci so še vedno na stopni, kot tudi dejansko govorijo o tem, da je bilo na Ljubljana ena, ne, veš, absolutno spoštujem ljudi, ki so zdaj že orenko letih, ne. Ampak jaz vsake tok časa neko tako bogokletno zadevo rečem, ne. Ja, spoštovanje in vse. In ja, kaj pa polko je umrl? Ja, ta tenzija je zelo zanimiva, to, ja. A veš, ne, jaz ne govorim zdaj, da bi bil rad vzgojno-varstveni zavod Val 202, ne, ki bi, ne, samo skrbel za to, da bo konstanten, ja, seveda si želimo dotoka novih in novih poslušalcev, ki bi jih začeli zajemati že nekje v bazenu, ne vem, 18, ne, in da potem z nami rastejo. Da jih peleš, ne, pač čez vse, ne. Da jih peleš, ne. Ja. Ampak hkrati, ne, moraš pa to nekako programsko zameniti, v bistvu, da na 45. letu jih pa povabiš in jim razdeliš karte za nekam drugam. Ja. Ker, ne, že zaradi načina življenja, ki ga imaš, ti dejansko ne bomo več ustreljali. Ste pa več kot dobrodošli,
da pripeljete vaše otroke. Okay. A veš, mislim, Ne, pa sej to je težka stvar. Jaz te ful štekam, tako tudi, kar rečeš, da je kontroverzno. Sej to je ful težka stvar, rečem. Jaz tudi ne vidim, jaz ne vem, kaj je alternativa, a ne? Ker drugače se sam peleš, pol greš z njimi, a veš, če rečemo v 45, pol greš sam z njimi po 45 letu in se ti zgodijo Beatli pa Cepelini več ali manj 24 ur na dan. Ja, a veš, kar je zanimivo, mislim, a veš, zdaj hočem ti reči, pa ene stvari manjka, recimo pri ljudeh radovednosti, ne. A veš, vse te aplikacije, vsi ti YouTube, vsi ti Spotify, karkoli, ne, to delajo po principu, da algoritem prepoznava tvoje želje. Ja, všeč. Ne? Ja. A veš, algoritem ti da vedeti, da ker si zdaj poslušal Princa, ti bo všeč še tole od Princa, ne. A veš, včasih ono, ko grem iskat kakšno muziko, ne, pa kot prvo, jaz ne želim, res ne želim, ne, in to pa ja, tako malo očetovsko bom rekel, ne. Močno priporočam ljudem, da prvič komada ne slišijo ob gledanju videa, ne. Ok, to pa razložiš. Ja. Jaz sem 100% prepričan, da ti posamezen komad dojameš čist drugače, če ga prvič slišiš, ko gledaš v bel zid, Okay. ali pa ko gledaš video spot tega komada. Da je to takrat prva izkušnja s to novo muziko. Ne? Ker muzika zame primarno še vedno ne funkcionira vizualno. Ne? Absolutno grem pogledat, kaj za vraga so kamere dodale temu komadu. Ne? In tudi videi so zaradi tudi spet zdaj tehnologije, ne? Čeprav se ne zdi tako, postali v primerjavi z velikimi produkcijami videov precej cenejši, precej hitreje se naredijo, precej bolj popedenani so, ne, in neredko, v več kot polovici primerov, ni flowa komada, ne. Se zaradi video posnetka komad ustal, spremeni, ker je neka zgodba še v videu, ne. Ja, pa one 3 minute prej, kaj eni hodijo, pa se nekaj dogaja. Karkoli, ne, a veš, ne. In recimo, zdaj te zadnji konkreten primer, ki sem ga imel, ne, dojemanje komada, ne, pa ne si po ljudje, ki to poslušajo, ne se odločajo, ne, sploh če še niso slišali tega komada, ne, ampak Maroon 5, ne, Maroon 5, te zadnji track njihov. Track kot track naredili so že precej slabših in tudi relativno veliko boljših komadov, kot je ta, ampak v pop žanru, kot funkcionira danes, mu nimaš česa očitati. Okay. V momentu, ko ta komad spremljaš ob videu, rata, se sme reči, top shit izkušnja. Ker je zgodba videa, ko uletavajo poroke, ok, fair enough. Pa pusti, da je to, a je staged varianta ali ni, ne. Ni važno, ampak, a veš, ne, in ves tis sugar iz komada, ne, ker je pač tako naslov, pa vse tiste obljube o ljubezni, ne, dobijo čist novo dimenzijo, ko ti tem zagledaš obraz neveste, ki se spusti zavesa in Adam Levine v črnem smokingu in zapeje sugar, a veš, ki se oni, ne, in ti z njo, ne, a veš, o tem govorim, ne, a veš, jaz muziko rad najprej samo slišim, ne, a veš, ker tudi delam v mediju, ne, a veš, ne samo zaradi, od nekdaj recimo, ne, a veš, od nekdaj. Pa kaj to pomeni pri tebi od nekdaj? Veš, kaj ti, jaz zmeraj dobim feeling, da ti imaš muziko dejansko rad. Ja, jaz imam muziko dejansko rad. Jaz sem generacija, ki je muziki sledila, preden so se začeli video spoti kot masovna produkcija, ne, kot dodatek, ker na začetku so funkcionirali kot dodatek. A veš, kad pogledaš neke video spote res temeljnih komadov popa. Thriller, zelo thriller je govorila. Pa grevaš, Thriller je film. Ja, to je res. Thriller je John Landis, ne? Ja, vem, ja. Govorim ti recimo, ne vem, Video Killed the Radio Star. Ker ti vidiš ta video, zdaj star 20 let, pa to ne zdržiš 3 sekunde, ne? Ja, ne. A veš, ker je v bistvu je kader, pa tip za klaviaturami, pa 3
bebe v spacey oblekah, pa oni blurri. Se pravi, to, kar je tehnologija. Ampak, kaj veš, to je bil legit video spot, ne? Ja. Veš, jaz sem ta komad slišal, hvala Bogu, prej. Ne? A veš, jaz sem generacija, ki je dejansko vzljubila muziko v času takrat imenovane nove romantike. Se pravi, govorimo A Flock of Seagulls, govorimo zgodnji Tok Tok, Spandau Ballet, Duran Duran in še cel kup. Ni bil Bowie ta New Romantic, a to oni kasneje prej. A veš, zdaj je nova romantika, to je tako kot darkerstvo, ne? A veš, ne? Ja, okej. A veš, darkerstvo je, a veš, nekaj jaz sem to doživljal takrat, ko se je dogajalo, sem imel dve zvrsti darkerstva. Nekaj je bila muska, kjer se je fural, recimo, ta pravi darkeri, ne, pa so bili pa konfekcijski darkeri, ne, ker je top, a veš, v črnem načeloma vsi top shit gledamo, ne. Ja, to je res. Ne? A veš, in pol si imel darkerje in konfekcijske darkerje in konfekcijskim darkerjem ni segal dlk do kjurov. Ja, to se glih sem hotel omeriti. Kjuri, ne, Robert Smith, rdeči žnabli, pa črni so bili, ne. Jaz sem tudi darker, ne. Pa si pa komu omenil Mission, pa Sisters of Mercy, pa še, ne vem, cel kup, je bilo polno, veš, jelen, ki ga obsveteš na gozdni cesti. Pa se ni to z vsako, a veš, se tudi emote si imel ljudi, ki so bili dejansko emoti. Veš, ta konfekcija, mislim, da se vedno zgodi, ali se ne. Ja, veš, pa Grant si imel, pa so vsi karjeraste srajce nosili, še zdaj je nek povratek tega konfekcijskega grunga. Recimo, jaz to zdaj ob svoji najstniški hčerki doživljam, ne. Ona zaradi mojega življenja, ne, je od rojstva povezana z muziko. Ob tem, da je žena muzikologinja, ne. Ampak moja ta mala, ki je zdaj stara 14 let, stopnje razvoja glasbene, vse otroške pesmice, različne, romane, nece, Pol se, zdaj pa, če gremo v mainstream, ne, pol imaš pa pri 2 letih posluša Bebop Sebastian. Si Bebop najdol, kaj ja, ne, pazi, in ob tem ima dokaze o tem, ne, recimo fotografije, kako je slikana v naročju Sebastiana, ne. Okay. Naslednja faza, v manj kot letu dni, gre moj otrok v vrtec. In v vrtec hodijo otroci z najljubšimi igračami. Moja hčerka je šla v vrtec z revijo Stop, na naslovnici katere je bil Tomi od Siddharte. Okay. In tisto jesen v Križankah, na tonski vaji pred prvim koncertom, takrat simfoniki, moja dobrih 3 leta stara hčerka teče po Križankah gor in dol na tonski in kriči, na ta lep dan v meni je erekcija. Hvala za ta mental picture zdaj. Ampak hočem ti reči, in pol je Siddharta dolg držala, do momenta, ko je želja po spoznanju postala toliko velika, da sem dejansko jo pelil na eno vajo njihovo, oziroma ne na vajo, ampak oni so imeli vajo, pa sem jaz rekel, lej, gremo pol na pijačo, ne. In so prišli cel band na pijačo in je prišel Tomi do Zare in je rekel, živijo Zara, jaz sem Tomi, in je Tomi iz plakata ratu človek. Okay. Ne? In je še vedno jih rada poslušala, ampak ni bilo pa več neke, ni to obsesija. Ja, ampak ne, šekam ta fandom, razumem. In pol, pa je spremljala to in ono in to, in pol smo šli 4 leta nazaj, smo šli na izlet v München, pa sem jaz malo zaznaval, kaj dogaja, ne, in pol en večer sem rekel, jaz tam v hotelu, gremo še en krog z avtom, pa takrat je bil že sin, ne, ki je bil zelo majhen takrat, ne, in jaz odpeljam avto tja v predmestje Münchna in lepo rečem Zari, vse najboljše za rojsten dan, tv dan 2 karti in jo pošljem ženo na koncert od Bruna Marsa. Okay. Yeah. In pol se je pa začela zgodba z One Direction. Čakal sem. Ja, lej. Okay. A Bieber ni bilo nikoli vmes? Bieber je bil, pa ni bil. No. Aha, prej ne kot ja. Ne? Ampak dajmo si nekaj, a lahko.
No, dej, to me zanima. To sem te One na drugačen način hotel vprašati. No, dej, ajde. One Direction, obračajmo, obrnimo, so Beatli. Ne to reči, no. So Beatli. Oh, Nihče po Beatlih ja. ni dosegel globalno tega, kar te A to resno? Ampak to je res, to je res. Resno. Njihov pop. Ja. Njihov pop. Mislim, roko na srce, struktura komadov Beatlov, do Let It Be, Ja, pa okay. ko so začeli impro lige. Pa ta weird zadeve, pa vsi brale, pa to, ja, ok. Pop struktura njihova Ja. je hudo slabša od strukture. To jaz, ampak okay, zdaj to te moram vprašati, ker to jaz ne znam to sprejeti. Kaj me zanima? To, kar si rekel, ok, pa struktura, ampak če bi mi dva zdaj se prezrcalila, ko so Beatli, to so 60, ne, več ali manj. A je ta, veš, kaj meni zgledajo One Direction in Bieber in vsi te, meni zgleda zelo umetni, a ne. V smislu, a je bil takrat isti feeling od enega, ki je bil, veš, ko eden, ki bi Beatle gledal, ko so oni začeli, prihajali, ne, takrat, ko so Stonesi začeli. A so te stvari bile, a je bil isti ta feeling, pa nam rekel fakersa, ker to ni fakersa, veš, kaj hoče, da ni, tukaj imaš ti rad musko, pa ljudje, ki sam rečejo, da imajo radi musko. Ja. To je meni ta razlika. Lej, za Beatli in za vsemi bendi je vedno nekdo stal, ki jih je tudi usmerjal. Ne? Ampak, a veš, ne moreš pa sociološko gledano preseliti enih ali drugih v en ali drugi čas. To vem, ampak okay, pa saj paralela, je to dejansko tako močna paralela, da ti lahko rečeš? A češ paralela. No, vsi poznamo video posnetke ali pa celo audio posnetke koncertov Beatlov v New Yorku. Ne? Ed Sullivan pa to. Ne Ed Sullivan, govorim stadion. Aha, stadion, ok. Ko tehnologija takrat ni omogočala, da bi ozvočenje preglasil vse in vso kričanje, ki se je dogajalo tam. Ja. Okay. Takrat tehnologija. Leta 2014 na nogometnem stadionu v Bernu v Švici je vsa tehnologija, ki omogoča, da preglasi božji veliki pok na voljo. Ne? Ja. In ni preglasila kričanja. In govorim ti o tem, da fohovsko gledam, in to je bil zdaj dvojni paket celo v Bernu. Pred vozači 5 Seconds of Summer, ki so rok izpeljanka. To so Avstralci te, ne? Tako, One Direction, okay, yes. In krivci za ponovni vzdik konfekcijskega grunge, ker nosijo kariraste srajce. Okay. Cela generacija mularije zdaj nosi kariraste srajce in ima malo fuck off attitude, ker ga imajo oni. To, kar je Kurt Cobain načrtoval. Ja, lej. Ja, ok, fair enough. Ja, okay. Lej, predvsem je bolj odvisno od tistih, ki kupujejo to. Ja. Ampak hočem ti reči, v Bernu 3 ure muzike. Ne? Če lahko človek stopi na stran, in da stran vse predznanje in neke osebnostne to mi pa ni to, je pa Mislim, to dela, to mularija žge, se pravi 5 Seconds of Summer, to žgejo kitare k prnorcih, bobne k prnorcih in zveni cool. Pri One Direction je druga zgodba, ker so razen enega, vsi samo pevci, ampak funkcionira. Dela, imajo bend iz pekla od zadke špila, in tukaj je bil še, prej so govorila o doživetju trenutka tam in tam. Govorim ti o koncertu, ki se je začel ob 6. popoldne na 35 stopinjah Celzija. Oni igraš, Lajčev dela vse, ne vem zakaj, ker tudi če ne bi... Nič bilo, ja. Ampak vse, in v 7:30, ko je še vedno junija dan, uletijo One Direction. In 7:50 božji srd odpre nebo. In začne pa to lije, to, mislim, to... Ne, vsi tam delamo, nema. A veš, s tem, da imajo pač te fantje, ki za sabo vozijo na milijone in zdaj že milijarde težek stroj, imajo na voljo v backupu na ljudi, ki omogočajo to, da fant odpoje en komad in koreografsko steče do prvega končka backstage, kjer ga čaka teta, ki ga strga majico mokro dol, druga ga s fenom malo posuši, tretja mu da novo majico gor in gremo nazaj. Komad se niti ne prekine.
In vokalno. Ja, se kle je to najtežje oporekati, tudi če si tako čist fenomen. Ampak, tudi hočem ti reči, recimo, pop je zdaj postal tok širok pojem. Jaz brez težav upam tukaj zdaj sedeti s tabo, z One Direction, s Kings of Leon, z Vaccinsi, z določenimi posnetki Toma Yorka, Bjork in ne vem koga. In ker so vsi popularni, so mi vsi pop. Izraz njihov je pa med njimi. Ja, bolj šareni ne bi mogli biti. Tako, ne. Ampak hočem ti reči, dajmo, ne, tukaj po eni strani prej sem delil stvari, ne, zdaj bi jih pa rad vrnil. Rad bi v bistvu, da radovednost ne omejuje, ne, in da se da kredit vsemu, ne, če neki nekomu ni všeč, ni to osnova za dobrost ali slabost tega, ne? In jaz bom z veseljem debatiral z vsakim o glasbi, o všečnosti nečesa, ne? Ampak se morava pred debato strinjati o tem, da govoriva o všečnosti, ne? Ali pa zdaj, govoriva, ne vem, ker pokličeš muzikologa zraven, 100% posluhom in bo pri vsaki stvari našel nekaj, kar harmonično, tempaško, pičersko, pa še enega producenta, ne štima. Ampak meni je všeč. Ja, sem tebe kul, jaz sem, pa jaz ne, da bi sploh ne, odkud si prej ta, One Direction Beatli, ne, primerja. Jaz sploh ne, da bi imel Beatle. Jaz ne želim te primerjave. Ne, se vem, da ne, ampak štekam, kaj si hotel reči, ampak jaz zmeraj me kaj pa pol slabo? A je objektivno pol sploh kaj slabo, ali ne? Veš, kje je ta meja? Veš kako, ob muziki Beatlov in One Direction, ostanva tukaj, ne? Mava še nek moment vsega okoli tega, ne? In zdaj z zgodovinskim zamikom, ne? Zdaj pa naj me poslušalci ne ubijajo, ampak mislim, da je John rekel, ne? Da so bolj popularni od Kristusa, ne? Ja. Je zdaj zaradi vsega, kar se je zgodilo potem in ne nazadnje, kako je John končal, je to legit statement. Takrat hudo mladega, boh ne daj, če bi ga takrat v laboratorij poslali malo na THC-ju napokanga mulca. Ker pismo ne vem, če je v tistem momentu rekel točno to tako, kot ne, se je potem to skozi takrat takoj, ne, z onim potem zažiganjem in lomljenjem, bla, 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 zgodil, ne. In imaš zdaj, ne vem, pustimo zdaj One Direction, Lady Gaga, ki da neko izjavo glede ne ubijati živali zaradi krzna. Ne? Meni se zdi ona bolj iskrena v tem, kar reče, ampak zaradi tega, kar sicer je in kakšno muziko dela in kakšna je njena javna podoba, ta izjava ne bo imela čez 30 let enake teže. Pa tudi, če bo mogoče nekje pisalo v zgodovinskih knjigah, da leta 2017 se je pa po vsem svetu tudi zaradi gospodične Gaga ustavilo rejenje živali za krzno. Činčile so samo še divje. Veš, ne? Štekam, Tako da res, to je tako kot neke sisteme prenašati iz enega geografskega dela v drug. Ta časovna komponenta, veš, ne moreš. Ne? In tudi, veš, miselnost nekoga, ki je vse življenje cenil analogno in obvezno na strunah ali celo na strunah povezanih s tipkami, ne, narejene muzike, pa akustični bobni, pa to. In samo od tega človeka je odvisen, ali lahko skozi čas toliko zraste, da reče, da je Jay-Z enako legit, kakor so bili Cepelini. Kar se mene tiče je. Ker to, kar so Cepelini delali,
je isto muzika, kot jo dela zdaj Jay-Z, ne. A veš, ker res tisti, ki vnemar dajo Jay-ja v primerjavi s Cepelini, predvidevam, niso bili ne na enem, ne na drugem koncertu. Ne? Okay, veš, in Jay-Z, ki gre na špil, ne, je na tem špilu na odru 13 do 15 ljudi. Ja. Od pihalcev do strun, do akustičnih bobnov. Veš. Ja, ampak to so ljudje, ki so pograbili tehnologijo in jo izkoriščajo do zadnjega nanobita. Veš. Ja, zakaj bi imel 400 kvadratnih metrov velik studio, v katerem bi imel stage, če mi tehnologija omogoča to narediti na 8 kvadratnih metrih s 6 tipi, ki znajo iz mašin izvabiti vse. Pač, ja, okay, to je res, ja. Ampak, ker sem pa legit glasbenik, bom to robo, ki bomo tukaj sproducirali, pelil na cesto, tako, kot se zagre. Band se bo naučil, bo žgal, veš. Justin Timberlake, veš, boy band razpade. Ja. Meni je Justin Timberlake eden najbolj legit muskontarjev v zadnjih 5 letih. Tle se bom strinjal s tabo, tako da veš, mislim, sorry, ne. Ja, je bil v NSYNC in je pel bye, bye, bye. Ja. Ne, ampak zdaj pa napiše track, veš, kar rečeš. Ja, okay. Veš, v glavi ga imaš pa kot 17 let starega mulca. Ja, z njimi blond verdlasmi. Ja, zdaj pa 30 plus moški, poročen, ki je videl cel svet, scal na tolikih WC-jih. Ja, ne. A veš? Okay. Ne? No, pa se to je, ampak jaz resno... Jaz ne razmišljam o muziki že dolg, ne. Pa mislim, da tudi nikoli nisem, no. Pa nikomu nečesa ne očitam, ne. Tako zelo površinsko, ne. Sej to, jaz pa to ni distanca, ampak jaz tega resno nimam, ker zato težko, pa že spet ne primerjave, ampak da bi rekel, da je resno, da je Jay-Z isto legit, Cepelini. Jaz štekam, kaj hočeš povedati, jaz ne morem na to tako gledati, ker se nikoli nisem to poglobil. In to je klep ta površinsko. Se zaradi tega sem da pa hotel vprašati, da veš, ker se mi zdi, da je težko to navigirati zdaj. A veš to, ker si upam reči, da takrat, ne, je bilo manj vsega. Pa zdaj se lahko sam pri muziki, pogovarjava, ne. Zdaj pa se mi zdi, da je toliko vsega, da poglobljeno iti, da bi pa vse lahko do iste meren ali naštudiral ali pa razumel, ne. Ampak se pa moraš kot človek, ki se spusti v debato o nečem, ne, moraš biti pa toliko fair, do možnih debaterjev in predvsem tudi do sebe, da se boš o neki stvari šel pozanimati, preden bo začel, ne. Sodbe takoj sam za to. Ne, ampak imaš pa prav, da 99% ljudi po moje ne pride preko tega meni ni všeč slaboje. Ne. Ja, se pravi, všečnost glasbe je super, veš, glasbe je umetnost, ne, in kot tako jo dojemamo primarno subjektivno, ne. Okay, sej. Hvala Bogu, ne. Ampak jaz bi, veš, kaj sem prej rekel, radovednost, ne. Jaz sem tista generacija, ki je seveda zato, da lahko počnem to, kar počnem, brskala po ogromno stvarih za nazaj. Ne? Ampak z enako vnemo, ne, jaz toplo priporočam za tiste, ki so obstali pri takem brskanju, da brskajo tudi zdaj. Ne? A veš, ker prepričan sem, ne, da ob vsej dostopnosti glasbe na svetu, ne, ja. A veš, da leta 2015 se še vedno sklicuješ na Beatle, pa na Stonese, pa na Cepeline, pa na zlata leta slovenske popevke, pa na to. A veš, okay. Nikar tega pozabiti. Ne? Absolutno. Ampak slabo, če tam ostaneš, pač, realno gledam. A veš, toliko je neke muske, poznam pa tudi ogromne ljudi, ki imajo kapaciteto obstanka pri eni skupini ali pa celo skladbi 12 sekund. Ja. So prav odvisni od novih zvokov. Sam novo. Novi zvoki, ne. A veš, in v tem momentu mogoče so mi te ljudje celo bolj všeč kot tisti. Ki ostanejo. A veš, to je zgodba o tem, a veš, ko ti lahko nekdo očita, da je vrednost moje informacije, do katere sem prišel v 1 minuti
z 16 kliki, vrednost iste informacije manjša od vrednosti informacije, ki jo je nekdo pred 30 leti rabil za to 4 ure, pa prebrati eno knjigo, pa 6 časopisov, pa zavrteti 3 telefone. To sta identični informaciji. Ne? Samo človeka, ki sta dobila te informacije, sta različna in zdaj imaš lahko na obeh straneh te informacije človeka, ki ne dopuščata eden drugemu kredibilnosti. Ne? A veš, to je bolj enosmerna pot. Ne? Obstajajo ljudje, ki z gnusom zavračajo, kaj tehnologija danes omogoča, z izgovorom, jaz sem pa za to ful porabil. Ja. Ne? A veš? Ne? Ja, sej. To je kot večen konstanten fajt navadnih ljudi, brez 100% posluha in po možnosti ne muzikologov, ko se fajtajo, a je boljši sound na vinilu ali na CD-ju. Ja, te debate sem zglih pred kratkim poslušal. A veš, ja, jaz sem si zdaj v bistvu malo pokvaril življenje, ker zdaj, ker s tem audiotom delam, ne, sem začel določene stvari slišati. Tako, čisto, kar se zvoka sliši. Ampak si vzel... Ne, v bistvu nočem padati v to. Te CD-je pa vinilke. Ampak zaradi tega, ker si padel v to debato, si ob sprobavanju različnih stvari začel dejansko zaznavati. Ampak te debate ponavadi gonijo ljudje, to se pa ki ga nategneš v 3 sekundah. Ker jaz lahko vinil linearno posnamem. Ja, pa bo, vem. Pa mu ga zavrtim, to je vinil. Ja, pa ni, ne, to je vinilov posnetek na... Ne? Razumem, ja. Ampak mislim, da je kar malo prekletstvo, veš, to, kar imajo filmarji, ki vidijo, pa že preveč lahko vidiš, to si skoraj upam reči, ne. Na neki točki ješ preveč zaznaš, ne. A veš, meni se smilijo, recimo, ne bom rekel filmski kritiki, ampak poznavalci filma, ki grejo v kino. Ja. In ne more uživati ob zgodbi. Točno to. In jaz sem v isti... To sem ker sem pred tabo sem imel tega enega Američana, ki je v bistvu filmar, sicer dela bolj kratke video, tako za net, ampak fajn stvari, ne. Sem tudi rekel, da sploh še uživaš, ne, pa rekel, da se še zmeram lahko nategne, ne, sem rekel, vsaka čast, ne. Ja, ne se jaz tudi pri muski, Se to, ne, ja. Jaz še vedno skoraj vsak dan slišim nekaj, kar me spodnese. To je noro, ja. Mislim, to se mi zdi impresiven podatek, kot sem rekel. In nazadnje se mi je to zgodilo pred 14 dnevi z enimi izvajalci našimi. Okay. Ne? Ampak ne bom nič govoril o tem, ne? Ker je zadeva je še tako off. No, ampak to je fascinantno. In sem klical tipa in sem mu rekel, kaj za vraga bi ne? Rekel sem mu, to je zdaj to, ne? To, kar imaš tukaj, je za spakirati in iti v London in fehtart, če lahko za per pa za fish and chips ti svečer na odru odšpilaš 2 komada. Okay. Pa to narediti 30krat. Ali pa 60krat. Ali pa 100krat. Madonna, da se bo najdel enega uslišal, ne? En scout od enega labela, ki bo rekel, wow. No, okay. In ti boš rekel scoutu, jaz sem že posnet to. Ja, ampak to se mi zdi... To se še vedno dogaja, veš. Ja, ne, sej... Pustimo šove, ki so piščančje farme. Ja, to je pa še gormanstvo, hočeš reči, da še zmeram je ta neka bio-farming v smislu, ta je pa grindal 200krat igral v nekih bezancah, enega najdu, pa se poje zgodi. To, da je nekdo uspel na način, ne, kot smo videli recimo, ne vem, v marsikaterem filmu, ne, da ga dejansko iz puba številka 24 na label, ne, in to, da nekdo zmaga po 3-mesečni konstantni prisotnosti na televiziji v nekem X-Factor, Voice, karkoli, ne, šov, to sta 2 različni stvari, ne, ampak na konec dneva je muska, ne, zdaj, če tebi muska všeč, ti bo v bistvu čisto sen, ne, odkje je preleto, ne, če govorimo samo o všečnosti, ne. Če govoriš o street credibility, ne, pa seveda lahko se pogovarjaš, ne, ta si bolj zasluž enak uspeh, kot si ga ker je imel pač bolj ali manj vse postlan, ampak na konc dneva, veš,
ne govorim zdaj pri nas, ne, ker se mi zdi kljub vsemu premajhen in pol glasbeni trg ne funkcionira tako. Ne. A še sem na britanskih ali pa na ameriških faktorjih, pa vojsih, pa talentih slišal toliko ene dobre muske. Ne govorim zdaj o ljudeh, ki pojejo že znane stvari. Govorim recimo o Ellie Henderson. Ali ki pridejo s svojimi stvarmi? Ki pride na faktor ali na talent britanski. Pride s svojim komadom, ki je v osnovi omaž njenemu pokojnemu detku in ga odpoje tam in je ono, wow. Ja. In zdaj ne dela tega kantavtorskega izraza, ne? Ampak je dejansko pevka, vokalistka, ki jo najemajo Rudimental, neki, a veš, dance producenti, a veš, neki, to je še vedno spet pop, ne, veš, ne, ampak je Ela in odpoje tista, veš, ono, ne, cool, ne, in isti, zanj sem tudi šel malo brskati, gor, dol, ne, in najdem, a veš, pri naši muski, ne, jaz kaj zameram, ne, ta interpretativna vrednost, ne, a veš, prevečkrat se mi zgodi, jaz hočem, da verjamem. A veš, da verjamem, da jo boli, da ga boli, da je Čale Sale res dela to, kar prav, da je dela in da ona njemu dela. A veš, mislim, Autentičnost, to je ta beseda. Jaz res si, a veš, ampak se premnogokrat zavem, da je samo korektno odpeto, odrepano od karkoli. Ne? A veš, govorim ti o tem, ampak to je tudi zgodovina, ne? In količina in vse. Hotel sem, da sem pred časom sem točno na enem od teh talentov videl eno, mislim, da je 12 let stara punca. Govorim ti o 12 let stari temnopolti punci, zdaj ta temnopolta ni zdaj, da bi nekaj označeval, ampak ki poje Beyoncé, If I Were a Boy. To je ta balada, ok, to vem. Okay. Ta mala, ki zapoje, a veš, če bi bila jaz fan, mislim, a veš, ne? In poje zaključ z nekim 6 oktav za njen telo in izgled, ampak v nulo zapetim, but you're just a boy. Unajška. Mislim, punce, vem, da si stara 12 in da je proti vsem zakonom, okay. Ampak točno... Ker že fizično ne mogoče kaj sproducirati. To sem tudi, to so zgodbe o Britney Spears, o Christine Aguileri, ki jih še vedno nekako vsi dojemamo kot neke pupe, ki pojejo Genie in a Bottle, pa Hit Me Baby One More Time, pa ko si vzameš cajt, pa greš gledati, kaj vse sta te dve punčki dali skozi, da sta prišli do Baby One More Time, pa Genie in a Bottle. Kaj sta peli in kako sta to peli. A veš, ko slišiš 9 let staro Christino Aguilero, ko odpoje in se odpihne mikrofon, membrano in predojačevalc gre, vse gre vrat. A veš. In na konc dneva, ne, ta interpretativna vrednost, a veš, nihče na X-faktorju pa na Voice-u ne zmaga zato, ker ima najboljše noge na svetu. Ja, če je cel paket top shit, toliko boljš. Ne. Ampak pol ta autentičnost dejansko, a veš, kaj pa je autentičnost? Ja, pa to jaz kle non-stop ponavljam, ker jaz tole delam, jaz pa to zmeram malo čez prizmo tega, ampak jaz... Ker sem prej si rekel street cred, pa to ni street cred. Ne, to je v hip-hopu ta termin. Se to vem, ampak ker v bistvu street cred je napačno. Jaz bolj autentičnost v smislu, da a jo res boli, ne? To se čuti, ne? Jaz mislim, da to mora biti, ne? Poje pa lahko ti je všeč ali pa ne, ampak se mi zdi, da veš, prej sem te vprašal, kaj je pa slabo, ne? A veš, všeč ti rata, ko začutiš neko... Se to pravi, ampak prej sem bil na to ciklu, da meni je mogoče slabo tist, ki ne čuti, ki ni autentičnosti zraven. Ne? Ja, ampak ta muska ti ni všeč, ne? Ne, pa pozdaj muska v smislu, jaz tam pravim, jaz bi rekel, da zame slabo, da bi si jaz upal, zdaj pa, če bi pa šel debato, pa rekel, jaz mislim, da ta autentičnost nekako mora biti zraven. Ne? Seveda.
A veš, ker če je ni, veš, če je, pa tudi če je čisto pocukren, pa mi lahko samo muška ni všeč, ampak težko bi pol disal, samo zato, da disam. Ne? Ampak če pa te avtentičnosti ni, pa lahko tudi disam. Tako vam jaz nekako presep razdelam to. Ja, razumem, se pravim, vse avtentičnosti na koncu dneva niti ni težko dokazati. Ne? Jaz mislim, da se zmeraj dokaže na dolgi rok. Seveda. Mislim, da ene dvakrat še lahko nategne človek, pa ta tretjič pa ne more več. Ker predvidevam, da vse tisto zlato in vsi tisti avtomobili v slovenskih hip-hop videih so na leasing. Domnevam. Gremo tako, nikoli ne bomo zares vedeti. Domnevam. Ja. Vem pa, da poje top in da zna ful dober očala prodati. Vse v isti osebi Anika Horvat. Ja, fair enough. Okay, zdaj pa sem tako, naprej greja na uno strojno programsko prijem. Eno stvar te vam še zaprašam, da se samo malo od muske odmakneva, pa pač kako si rekel, 3% dela, ki je v etru, ko govoriš. Eno stvar v bistvu, te moram reči. Jaz zmeraj tle vprašam ta vprašanje, ki si prišel pred mikrofon, a te je kdaj strašil? Še zdaj me. Te. Ampak, popustim sam ta vprašanje, do konca pola poveš. Ampak, ker jaz sem pač opazil, da ali uletiš, pa te ne straši, pa se pol je neka mogoče taka trema, ampak ne una trema, o moj bog, ljudje me poslušajo, jaz ne morem govoriti, ne. Ali se ti pa točno to zgodi, ne, ker prija, holy mother of God, ne. Me samo zanima, kakšen bo ta tvoj prvi stik. Zato sprašujem, ker ti, saj tako, zdaj moje dokaj laično uho po svoje, ne, ti si res komod za mikrofonom, ne. In me samo zanima, a je ta komotnost prišla takoj, zaradi tega, ker ni bilo treme, ali je to res pol trajalo? Komotnost pred radijskim mikrofonom mi je imela podlago samo v tem, da sem DJ-ju. Se pravi, da jaz sem že nagovarjal čez mikrofon občinstvo, ki pa sem ga videl. Se pravi, da sem dojemal hipen odziv, kar je prednost. In komotnost, moraš dati pa tukaj v kontekst, komotnost oziroma dojemanje moje komotnosti pred mikrofonom, recimo s tvoje strani ali pa še s koga, je ne nazadnje tudi posledica večletnega šolanja. Si to, ki ga zdaj pri nas sicer še, ki ga zdaj na mnogoterih radijskih postajah dejansko ni. Mal moraš biti avtrovertiran na nek način, da znaš kaj povedati, oziroma si želiš, ker če želiš nekaj povedati, boš to povedal, boš to tudi znal povedati. Okay. Če nimaš ničesar za povedati, potem bo tudi zvenel tako. Strah, trema je še vedno prisotna, sam verjetno so razlogi drugi zaradi spoštovanja do prejemnika. V vsakem hipu se zavedam, da je na drugi strani nemogoče, gotovo, A, bolj razgledani, B, pametnejši, C, bolj izobraženi, ni mikrofon ali pa v končni fazi ni medij za pamet soliti. Okay, ja. Jaz medij dojemam v nekaterih zadevah kot klic k zabavi, ko ljudem predstavljam kakšno muziko, ki dejansko in jim rečem, malo odmislite vse, pa pejte plesati. Ali pa dajte poslušati ta komad, ker ima tak tekst ali pa ne vem, tako strukturo, ali pa kaj takega. Pa zavedati se moraš, da na drugi strani gotovo obstaja tudi nekdo, ki je lahko v totalnem navzkrižju z interesom, s tako preprostima besedama, kot je dober dan. Ker se mu je lahko nekaj ponoči zgodilo. Ali nekomu od njegovih. Ja. Si to, ja, ok. Ampak zdaj pa imeti v podzavesti, ampak ne se pa... No, sej, kje je ta meja? Ja, ne sme se pa prepustiti tem ker to te požre, po mojem. Ja, tem zavoram, tem v končni fazi. Avtocenzura a priori ni nujno najslabša stvar. Se strinjam, ja. So stvari, ki jih je treba povedati tam, takoj in na način, kot jih poveš. So pa stvari, ki jih je treba povedati, ampak si vzameš čas, pa sam pri sebi
to zložiš tako, da Ja. in ne bo izgubil nobene vrednosti. Veš, če nekdo prvi reče, da je nekaj se je zgodilo, ali pa čez 3 minute nekdo reče, obveščamo vas, da se je, komu boš bolj govoril? Ja. Veš? No, lej, pa sam še ena sta pogleda presno. Pa, ki so že prej malo o avtentičnosti govorila. Okay. Pač pri meni je bila cela poanta tega, to, kar zdaj midva počneva, ne, je probati to nekako prenesti. Ta pogovor, ne, ki je res pogovor. Ja. A veš, tako, jaz to ful resno jemljem. Pa to se mogoče ne zgleda od zunija, ampak jaz to ful resno jemljem. Zdaj pa tako me zanima. Pa ne bova šla nič tako poimensko, pa da bi pač ekstra šimfali, ne, ampak se mi zdi, pa mu zdaj kleval 202, izpostavlja, ker si pač ti tam. Vi ste nekako v etru, ne? Tam je nek Andrej Karoli, ne? Ki jaz verjamem, da je to ta Andrej Karoli. Ti tudi, ko govoriš z ljudmi, ki mogoče niso v tvojemu, nikakršnemu fazonu, ti nimaš veze s tem človekom, s katerim govoriš nazorsko, nič, se čudiš ti nekako, ti in on je on in neka informacija se izmenja, mi to slišimo, rečemo, poglej, izmenjala se informacije in je super. Tem pa ostajajo radijske postaje, ne, ki se spravi, ni treba zdaj, da pekiramo kamorkoli. Ja, kjer so pa te pogovori, kjer pa res ni avtentičnosti v teh pogovorih. Ne. In me zdaj, tako jih jaz slišim. Zdaj pa mene samo zanima, a je to neka zavestna varianta, tako kakor vi delate stvari na valu, ne? Pa je tam pa neka zavestna varianta, da tam jih bomo pa tako delali, ali v čemu je fora? Tudi ta del drži. Okay. Tukaj je avtentičnost dveh govorcev. Eden je voditelj na radio, drugi je poslušalec ali gost. Nekaj se mora zavedati. Ne? Komercialne radijske postaje funkcionirajo po načelu vse je lahko dolgo, največ toliko. Ne? In ne bom trdil za vse, ne za vse radijske postaje, ne za vse segmente programa. Tam je velika večina zadev, ki jih ti slišiš predposneta. To je, ja. Govorimo o raznih kvizih, govorimo o raznih slučajnih klicateljih, gor, dol, bla, bla, bla. Ampak glej, kako se dela, če želiš, da je to tako spakiran. Ljudje, ki pokličejo na val, zdaj, če ostanemo pri poslušalcih, so tudi, ne vsi, ampak so tudi iz časov, ko klic na medij ni bil tako samoumeven. Ne? Okay. A veš, ni bil tako samoumeven in nekako, ne vem kako, res zelo imam rad slovenščino. Ja. Ampak tukaj obrajaš, da nekaj čeriš. Ne? Ti ljudje, ki pokličejo, zelo cenijo to možnost, da lahko pokličejo, že cenijo možnost, da so bili pozvani, da pokličejo, ne? In to izkoristijo v najboljši možnosti, najbolj možen način, najboljši način, in teh načinov je več. So ljudje, ki so avtentično pogovorni in sodelujejo v debati, kateri ponavadi voditelj pozove in tudi zameji temo. So ljudje, ki še vedno z istim vzgibom pokličejo, ampak samo zato, da bi dali vedeti, kaj oni mislijo. Ja. In odložijo. In so ljudje, ki želijo mešati štrene. Ampak vsi trije so pa avtentični. Sej to, ampak vidiš, meni se zdi, da jaz mislim, da je fora v tem, pač, kako ti folk nagovarjaš. Ne? Zdaj govorim, pa okay. Velika večina poslušalcev se odzove na pričakovan način. Vse to, ampak na ta pričakovan način, klej je meni ključna odločitev. Kaj ti hočeš, koga ti hočeš, da kliče, oziroma ne koga ti hočeš, na kakšen način hočeš, da ljudje kličejo tebe. Ne? In se mi zdi, da prvo to nekako tako funkcionira, pa si upam reči tudi na ne rešu, ker tisto tudi malo poznam, da tam tudi na način, kako vprašaš, za kva se gre, dobiš nazaj nek... Ful se izogibam reči normalen folk, ne? Pa je to, ker je zelo condescending to. To je zgodba o dojemanju enakosti dveh oseb. Ne? Ja. Tvoj nagovor mora dati tistemu, ki ga nagovarjaš, dati vedeti, da ga jemlješ kot enakovrednega partnerja. Zakaj bi delal sploh drugače? To je moja poanta. Razumeš? Zakaj to? Zato, ker si lahko v končni fazi tudi slaven, zato, ker si slaven, ne? Sam to je tate depresiven. Ja, ampak se ti pa mogoče pa en kos ljudi pa to ne pristnost, izumetničenost, ampak top produkcijo jemlje kot
legit, ne sej. Pa kdo? To jaz to ne verjamem. Jaz ne verjamem. Meni je vse, jaz pa ne, da zdaj enačeš, jaz ne verjamem, da boš ti. Oglaševalci. Oni niso ljudje. Veš, kaj mislim, ampak ne, veš, jaz to ne verjamem. Jaz mislim, da če gremo na to najbolj znano slovensko delitev publike, ljudje, ki berejo slovenske novice in vsi ostali ne. Okay. Jaz mislim, da tudi on, ki bere slovenske novice, ne kup tizga. Ne, ampak recimo a veš, je pa eden od 3 klicateljev k nam, ne? Zdaj pa kater. Ok, ampak tako, ko ga ti nagovarjaš, boš nekaj drugega z njega dobil, tudi takrat, ko hoče drekati, ali pa na komercialni, to, kar hoče tam izvajati. To se strinjam. Ne. Seveda, nagovor poslušalcu je pol poti do rezultata. Okay. Ali pa celo več. Ne. Jaz upam reči, da več. Ja, zato to delam. Ja, to je gotovo. Ne. In ljudje cenijo, ne, in zdaj jaz pazi, ne zato, ker smo mi dva tukaj. Ne. Jaz sem zdaj druga stran v tem primeru. Ne. Ja. Jaz cenim tvojo avtentično radovednost pri vprašanjih. Ne. Ker te dejansko zanima. Ker me zanima, pa se to čaka. In tako mene zanima mnenje nekoga o nečem, koga jaz nagovorim. Ali pa, ko si rekel, kakšnega poslušalca si želim, ko pozovem. Ne, recimo, ko sem delal sezono kviza, čigav brat to poje, ne, sem si želel točno poslušalce, ki vejo za vse, ki to pojejo. Ne, ampak so preveč zaverovani vase, da bi dojeli poanto naslova, čigav brat to poje. Ne? Ne? In pa smo naenkrat odkrili, da Tom ima brata Boštjana, ki igra bobne v Sidarti. Okay. Da je Michael Jackson imel N bratov, pa Janet Jackson je imela N bratov. Veš pa, mislim, veš pa Stalijem pa Noel Gallagher, ne? Ja, dost, toliko naenkrat jih ni toliko malo spet. Pa Branža Iglesias jih je, ne. Ti si veš, da je že koncern, ali kako, pri Iglesias. Ja, veš, ampak je pa in ljudje, mislim, da je trajalo 3 srede, da se je začela zadeva razvijati, ne. Ampak jo moraš, veš, ne smeš popustiti, ne, ker po 20 plus letih pa vem, da se bo zgodilo, ne? Da se bo zgodilo. Okay, potem je rato, in je to rato, ne vem, moment ob sredah zjutraj, ko je 5 minut pred mojim, zdaj se pa gremo, ne, je bilo linije, ne, veš, so linije bile polne, ne, čakamo, ne, kaj, čigav brat bo pa to pel, ne, veš. Ali pa pri popevki tedna, ne, to so valunge, veš, vedno so stalni poslušalci, ampak stalni niso isti. Razumem. Hočem reči, so obdobja, ko se zamenja in obstaja neka stalnost. Ne? In so ljudje, s katerimi sem tudi jaz na trenutke zavem, mogoče že preveč domačijski. Ja. Ne? Mislim, ti zgledaš, da je 5 ljudi, ki te za popevko kliče, poznaš. Ampak še vedno prevaga ta avtentičnost, kot ti praviš ti. Se pravi, ta avtentičnost je toliko močna, da ta domačijskost ni moteča. Ja, da te ne zmotiš, vem, kaj misliš. Ja. Kot poslušalca. Kot poslušalca, vse to je. To so te zgodbe. Ja, ampak to, ali pa Šalehar, ne? Ja. On je Grateful Dead. Okay. Ne? In folk, ki posluša Toplovod, so fani od Grateful Deada. Ne? In vsebine. Ne? Čeprav tukaj, ne, ali pa torkove jutranje nebuloze, ki jih ima. Ne? To je zanj samo message poslal, ker me je zadev v dno duše. Tako. Ja, ampak to je, in Miha se tega zaveda, hvala Bogu, in to zato tudi dela. Ne? Tukaj je tudi malo razkrivanje tega slovencenizma, naj sosedu ne samo konj, še kobila in žrebe pocrkajo. Ne? Ja. Ne? To je ena tipičnih nebuloz, koliko je bila danes zjutraj fušija. Fušija, ne? Ja. In tukaj je moment, ko klicoči nevede razkrijejo oseb stvari, ki bi jih težko tudi psihoterapevtu zaupali. Ne? Ven z vabu. Ja. Ampak to je pa ta sladkost tega, bil sem po radiju, kaj se rekel.
In v bistvu jaz cenim, čeriš vse te vrste ljudi. Ne? Cenim človeka, ki me pošle nekam, cenim človeka, ki me kaj pohvali, oboje jemljem z določeno mero rezerve, ker vem, da nista avtohtona poznavalca medija. Seveda ti hvala bolj gode kot kritika. Cenim vse tiste, ki radio imajo skozi pržgan 22 let in po 22 letih pokliče in reče, veste, jaz poslušam vas že 22 let. Ne? Ampak. In vas bom še kar naprej. Ali pa, ampak, to, kar je bilo pa danes, in pol ti argumentirano neki očita, ampak res argumentirano. Ja. In to na kultiviran, artikuliran način, da na koncu se ne moreš strinjati. Ne moreš strinjati, ne, se pravi, se strinjaš s povedanim, potem pa ubije, ki ti reče, ampak spoštujem odločitev, da je bilo to tako, kot je bilo. Sem bila pa toliko zrevoltirana, da sem hotela to povedati. Ajš, to je pa neka piedestal publika, ker ta drug telefon je, gospod generalni direktor, lahko tele gospe, kaj na tele številki naročnine ni treba plačevati do konca življenja. Ajš, to hočeš, vse te momenti se zgodijo, ne? Ampak sklepam, da niso pa toliko pogosti spet. Ne? Ampak ne, ampak delam pa v Koloseju, ne? Delam pa v Koloseju, ki zahteva zaradi narave življenja in medija in medijske krajine in družbenega in vsega, zahteva tudi rejtinge, ne? Ja. In to je najhujši fajt nacionalne RTV hiše, ko mora nastopati na trgu enakovredno z nekom, ki mu je edino gonilo in hrana keš, ne? Ja. In zato jaz tudi pravim, jaz imam lahko moralne zadržke zaradi marsičesa, kar vidim in slišim na drugih RTV postajah. Občasno tudi tak isti občutek zaradi stvari, ki jih slišim in vidim pri nas. In ne vem, če se jaz zavedam, pa sem tukaj noter toliko časa, ne, in sploh pa ne dvomim, da se sprejemniki, ne, v ljudeh zdaj govorim, zavedajo, koliko je pomemben denar v smislu, da si neodvisen. Ne? Ja. In to je ta nek krog, ki se še ni da, ja. Tudi če da meni neimenovano podjetje zilijon evrov, ne? Ja. Smo ljudje naravnani k temu, da podzavestno ostajamo dolžni. Pa čeprav smo napisali 16,000 strani papirjev, v katerih na vsaki drugi strani piše, da ta denar, ki je bil dan, k ničemur ne zavezuje. Ne? Ja. Ker če ne zaradi drugega, čez n časa bi se to razvedel in bi nek drug medij, ki tega denarja ni dobil, fural kontrapropagando samo in zgolj skozi to prizmo. Ne? Se pravi, oni so dobili 16 milijonov od ne? Zato pa lahko. Ne? In to je zgodba o RTV prispevku. Meni osebno se zdi, da ta vezava RTV prispevka na števce električne energije, kakorkoli se ne vem, kaj žena plačuje. Žena plačuje položnice. Je v bistvu zelo, zelo slaba stvar. Ne na način, kot jo dojemajo odjemalci elektrike in RTV prispevka, ampak na način, v kjer koš je padel nacionalni RTV servis. Ne? V koš storitvene dejavnosti, ki pa za razliko načina življenja ni tako pomembna, kot je vodovod in kanalizacija, kot je električna energija. A da ni tako pomembna? Ne, ni. Ni, okej. Ne, ni. In to je primarni argument. Ne? Ja. Tako se to doživlja. Ne? A veš. In jaz dejansko verjamem, in je verjetno tudi preverljivo, da
ljudje živijo na teritoriju Republike Slovenije, ki niso odjemniki RTV produkcije. Sploh. Okay. Razen v delu, da je RTV lastnik infrastrukture neke, ja, ki omogoča sprejemanje drugih stvari. Okay. In če bi bil že način, da je RTV prispevek za oddajnike in zveze, bi precejšen kos očitkov na RTV odpadel. Aha, okay, to je pa zanimivo. Ja, greš na infrastrukturo, ne toliko na... Okay, ja. Ker za račun za elektriko je ločen na porabo in na dostavo. A veš, kako hočem? Ja, ok. Ampak se pa, ni pa to, da tega ne, mislim, nekako bi se, rabimo pa nacionalni RTV servis. Absolutno. Lej, nacionalni RTV servis. Bolj način te, ja, ok. Pomen nacionalnega RTV servisa naj ljudje dojamejo ne nujno skozi pogled na RTV Slovenija. Naj bojo ljudje toliko široki in radovedni in naj pogledajo, kako funkcionira in kako je financiran javni RTV servis v Italiji, v Franciji, v Veliki Britaniji, v Nemčiji, kjerkoli. To je dosti bolj pameten način svetovanja, kako dojeti javni RTV servis, kot samo a priori zagovarjati nujnost in pomembnost javnega RTV servisa tukaj in zdaj. Ja. In tega RTV servisa. Ker nažalost smo se v zadnjih 25 letih toliko povampirali en čez druge, da je to samo še eden od koščkov v mozaiku, zaradi katerega se kregata v največ slučajih dve skupini ljudi. Če me razumeš, ne? Ja. In je to toliko frustrirajoče, ker 80% tega, kar ponuja RTV servis, nima nobene povezave s tem, a se ti čutiš bolj ne reči. Oranžen ali vijoličast. Hvala. A veš, ja. 80% ponudbe RTV servisa nima nobene veze s tem. Ampak vse, kar se vrti okrog RTV servisa, se pa vrti na tem nivoju. Ja, vse je oranžen pa vijoličen. In to je tok bolno. To ne moram reči drugače. Mislim, da se bo slišala ta meni je jasno, država je ustanovitelj javne radio-televizije Slovenija. Ampak kdo je država? Klemova prišla do debat, kjer... A smo mi? Ne vem, odvisen, koga pračaš, jaz tudi. Jaz sem. Ja. Če ne drugega jo financirava. Če nič drugega je to. Ampak še to je narobe, zdaj, ker so libertarci vleteli. Ne bo šla. Ne. Zdaj greva na strojno in programska oprema. Ni šans. Strojna in programska oprema. Doma. Povej tablica, telefon, računalnik. To me zanima. Telefon LG G2. Mislim, da je, ja. Ja, tam nekje. Tablica pisana na moj račun Nexus 7. Res? Ja. Vsaka čas? Zdaj 3 leta, sicer primarni. Ta prvo Nexus 7. 7, ja. Okay, primarni uporabnik. Hčerka in igre? Sin. Okay. Pol je še ena Samsungova. To ni treba. Tab. Ne vem, uporabnica soproga. Okay. Ko sem se rešil. Super. Komp imam, uporabljam samo službenega dela, 1.6 serija. Ok, nek laptop od dela. Pač. Laptop, ja. Za Windows 7 sklepam, saj to imaš XP. 7, XP so nam out. Ja, ki jih ne podpirajo več. Še enkrat so mogli umrti. Tako, Sem to, kaj še vprašam, ti pač muska pa to, a muska je na telefonu, imaš iPoda, ali kaj se dogaja? Jaz največ muske poslušam dejansko v službi. Okay. In jo predvajam iz računalnikov, linearne file. Torej... Odlično. Kaj pa slušalke, Andrej? AKG 147 sive in zlate. Odlično. Daš drugega? Beats by
doktor jaz. Okay. Ne, to je kao Pa ni preveč basa? custom made. Ne. Je treba ločiti med demfom in basom. O, moj boj, ne bo šla. Ne? Ok. Beats so pač narejene, da se demf zlije z basom. Okay. Ne? In zdaj ni preveč basa, sam demf je tako moč. Okay. Svaka čas za tole. Kaj pa televizija? Če boš rekel, kaj imaš, ti bom povedal, kako bom zadovoljen z odgovorom. Klej bom zelo pikolovski. LG 4K. Ok, ampak 4K imaš? LCA sem 4K, dobro, to si se pa ven zlekel, v bistvu. Ja, 4K, samo veš, kaj je fora pri 4K-ju? Ne povej mi, kaj je fora. Ker ga res vidiš. Na unih 5 metrov, ki gledaš. Zdaj so prvinilo, pa predvsej. Ja, svaja, ne bo šla. Nekaj sem upal, da boš rekel plazmo, ker plazmo vsi vemo, da so najboljši, pa so jih nehali delati. Plazma do pred enega leta, to pa res. Plazma in zdaj sem jo preselil na drugo lokacijo stanovanjske enote, tako da je še v funkciji in nobenih izlivov in dofilavanj in ne vem. To je itak največji boljši v zgodovini človeštva. Ni tam, da plin pušča. Ja, pa treba dolivati. Prekleta klima naprava, ki je treba. Meni je to, kako mi je žal, da je LCD zmagal. Pri televiziji je tako, da sem kar uporabnik televizije v smislu, da rad na večjem zaslonu pogledam. Ja, enako. Kar si želim. Kaj pa pol api, mislim, na telefonu, kaj je ono, kar res najbolj uporabljaš? Na telefon za telefoniranje. Odlično. Telefoniranje, Twitter. Kaj pa imaš uraden Twitter? Ja, ta plavo ptičko. Ta plavo ptičko za Androida. Odlično. Sem čist zadovoljen. Nimam nobene liste oziroma seznama nimam. Nikogar še nisem blokiral. Pa to je pri tebi uspeh, ti si javno lice, veš, to je... Ja, ampak, veš, ignorance is bliss. V smislu, da nekoga ignoriraš. To je res. To je samo... Boljška blok. Ja, pa bo leke sem ga premagal, ne more me več blokirati. Live and let live. Drugač pa, se pravi, Wavelab je zdaj za eno mini produkcijo, drugač Pro Tools imam rad, broadcast sistem, ki ga uporabljam v hiši, izkoriščam dotok, kakor mi administratorji puščajo. Dokler moraš plugin inštalirati, pa ti ga ne pusti sklep. Ne, tega si niti ne želim, bi znal, ampak si ne želim in tudi v končni fazi ni potrebe za neke bolj težke projekte, mi odklenejo vse tiste aplikacije znotraj sistema. Pa ok, lepo. Ki jih načeloma rabiš. Čak, pa če si na Vincih, bom še vprašal, to zmerno vprašal, kje je browser? A veš, da sem, ampak res je. Ne, zdaj boš rekel, da si ne, no da je voj. Ne, včeraj, tako, zdaj kadarkoli bojo to ljudje poslušali, včeraj, ko je bil ponedeljek, sem klical naše IT-ovce, da se mi Explorer 9 konstantno sesuva. Počakaj. Ne? In so mi takoj ugodili in so mi takoj dvignili na Explorer 10. Ampak ker cel kup spletnih strani, ki jih sicer uporabljam, nimajo erotičnega odnosa do Explorerja, sem danes po mnogih letih šel v namestitve oken in sem šel v razdelek default programs in sem danes nastavil za default brskalnik Chrome. Okay. Danes. To si vedel, da prehajam, po moje, pozavestno. Ne, dejansko mi je šlo na živce. Si obolo, ne. Mislim, moram reči, da uporabnik kot sem. Ne to reči, ker so tam so res zaspali. Vse, pa jaz sem full rad Microsoft. Ali to me lahko nategne vsak, ki ima 2 minuti časa in nekaj IT znanja. To razumem, ampak... Ampak vse si bom dovolj reči. Uporabnik, kot sem bil zdaj, nisem imel nekih, res nisem imel. Ok, odprl je, pa videl si, To je na avtocesti z omejitvijo 130, Ferrari Testarossa, pa Clio 1.1. Oba lahko gresta 130. Le en od njiju
gre lahko 250 in še več. Okay. Se pravi, ne. Oba dva gresta lahko 160, ne? Ampak ko oba pri 160 ustavi policija, kateri od voznikov ali voznic je bolj artikuliran? Okay. Bom pustil, da to vprašanje stoji v zraku. V redu. Tako da Internet Explorer, danes sva se razšla, kamor te vodi pot, do not crash. Okay, ampak zdaj veš, da zdaj bo novega naredil codename Spartan, ki bo zamenil Internet Explorer. Ampak to je v paketu z okni 10. Z 10, tako. Ja. To sprašuje nekaj cajta nama videl, ampak ja. Čekaj, ampak moj otrok ima na računalniku doma, sva kupila računalnik ob koncu šolskega leta, se pravi. Ma 8-1. Ja. Zdaj bo lahko za 100 upgradeil na 10. Aha. In prvo leto. Ja, mi už prišel. Može, zato sem. Ko mene Luka pokliče v svojo sobo, oči le neki se mi na računalniku. Mislim, to je huj, ko me žena pokliče pa reče, da bi tam v zidu rabila eno lukno z mašino zvrtati. Raj greš po bor mašino, za kom se vse sklepam. Oboje je pa... Oboje muka. Andrej, zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Okay. Ena fizična stvar, ki je naredila ti snate. Lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, ne sme biti človek stvarje. Kaj je to? Sony Walkman. Vsaka čast. Kasete. To je zate, jaz ne vem, če bi lahko boljšega rekel, iskren. Ja. Takrat sem začel glasbo nositi sabo. Ja. To je bil big deal. To je bil res velik del. Čeprav sem tudi eden iz tistih iz filma Smešna plat zgodovine Mela Brooksa, obdobje rimskega cesarstva, ki je kdaj po mostah se sprehodil s kasetarjem na rami. Priznam. Okay. Lepo, da ovnaš to je kar redo ovnaš. Tako da ni bil Walkman ta prva stvar, na kateri sem nosil glasbo sabo. Ni bil tvoj prvi mobilni. Ni bil tvoj prvi mobilni, pametni kasetar. Andrej, najlepša hvala, ker si bil v Aparatusu. Z veseljem, tako avtentično se počutim. Okay, hvala. Tole je bila 95. epizoda Aparatusa. Andreja najdete na Twitterju pod @AndrejKaroli, jaz sem na Twitterju @AnZet, tako da mi lahko tam težite. Sicer so pa dobrodošle tudi ocene v iTunesih in pa seveda podpora. Še enkrat hvala vsem, ki ste že podparali Aparatus, pa unim, ki ga še boste. To lahko naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Evo, to je do naslednjič to. Hvala, ki ste poslušali. Čau.